prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na srečanje pod Lipami, ki preveja kulturni center Lojze Bratuš v sodelovanju s Kroškom za družbeno vprašanje Anton Gregorčič. Nocoj malo posebej večer, predvsem tudi zato, ker imamo celo vrsto sogovornikov in je tudi večer posvečen spominu, liku Lojzeta Bratuža. Naše sogovornike bo predstavila Erika, zato predajam kar njej besedo. Ja, dobro večer tudi v mojem imenu. Kot je rekla Franka, je danes res poseben večer, po eni strani tudi zato, ker ga prirejamo na ponedeljek. Naš večer se tokrat vključuje v ta širši niz dogodkov, ki smo si jih v Gorici zamislili za to, da bi obeležili in ovrednotili okroglo obletnico mučeniške smrti Lojzeta Bratuža, ki je lik, ki je tesno povezan z našo goriško identiteto, še posebej pa z identiteto tistih Goričanov, ki se imajo za katoličane. Obletnica njegove mučeniške smrti bo v četrtek, ko kulturni center, ki je po njem poimenovan, pripravlja proslavo. Tudi mi pa s srečanji pod Lipami smo se hoteli spomniti na to obletnico in na tisti značilen način, kot potekajo ti naši večeri, to pomeni izgovorjeno besedo in pa s pogovorom. Večer nosi naslov Lojze Bratuž še vedno živi med nami in že sam naslov veliko pove. Sogovorniki, ki so tu z mano na odru, bodo vsak iz svojega zornega kota, vsak iz svoje izkušnje, vsak z področja, v katerem deluje, spregovorili o tem, kako so odraščali s tem likom in kaj jim pomeni še danes ta lik njim osebno, pa tudi v okolju, v katerem delujejo. Sedaj, kako so bili izbrani. Seveda, tu na odru bi nas lahko bilo ogromno, saj kot rečeno je Lojze Bratuž del naše identitete, ampak nekaj filtrov je bilo potrebnih. Prvi filter je bil ta, da smo se odločili za, imenujemo jo, srednjo generacijo. To pomeni ne tisti mladi, ki so danes vedno v ospredju in bi jim hoteli dati vodstvo sveta, niti ne starejši, ampak srednja generacija, tisti nekje, ki v življenju so že nekaj dokazali in ki teoretično vsaj pred sabo imajo še veliko let delovanja. Drugi filter je bil ta, da to niso institucionalni predstavniki, torej ne politiki, ne predsedniki teh ali onih ustanov. Tretji filter, najpomembnejši, da so protagonisti in ljudje, ki zavestno živijo ta naš slovenski prostor. Čezmejni prostor, goriški prostor, zamejski prostor in ki v svoje delovanje, v svoje delo, v svoje življenje opravljajo na srčen način, poklicno pa tudi izven poklicno, ki so angažirani v družbi, predvsem na tisti način, ki smo ga tako poznali v teh prostorih, ko je bil še katoliški dom, torej delo na etični pogon. In še bi lahko naštevali. Po formaciji imamo marsikaj, od zgodovinarja do glasbenika, do besednega ustvarjalca, do posvečenja osebe. Zmanjkala je ena sogovornica, žal edina ženska sogovornica z Tržaškega. Ravno danes zjutraj mi je sporočila, da je zbolela in tako ne more sooblikovati tega našega večera. Kako bo potekal ta naš večer? Vsakega sogovornika bom zelo na kratko uvedla, saj se poznamo. In potem bo v 5 ali 10 minutah spregovoril na oseben način o tem, kaj mu Lojzeta Bratuža pomeni. Drugi del večera pa, kot se to dogaja, odkar smo začeli s temi večeri, bo na razpolago publiki za vprašanja, pa tudi osebna pričevanja. Današnji večer bojo se oblikovali Karlo Bolčina, David Grinovero, Juri Klajnšček, David Bandel, Dario Bertinazzi in Renato Podbersič. Začeli bomo z najvišjo funkcijo, Karlo, na tem in na onem svetu.
Karlo Bolčina, ti si Goričan, si duhovnik, si župnik, kar pomeni, da veliko delaš med ljudmi, z mladimi, si organizator. Na današnjem večeru pa nastopaš tudi kot član upravnega odbora Kulturnega centra Lojze Bratuš. Ker prej nisem tega rekla, nekateri sogovorniki so predstavniki ustanov, ki so po Lojzetu Bratužu poimenovane, nekateri pa so povezani s Podgoro, ki je bila zadnja recimo postaja življenjske poti Lojzeta Bratuža. Karlo, med drugim, je tudi član upravnega odbora Kulturnega centra Lojze Bratuž. O tebi bi še rada povedala to, da si odraščal nedaleč od tu, v predelu našega mesta, ki je blizu ulice Foskolo, kjer je živela družina Bratuž in še danes živi profesorica Lojska. Torej, kaj bi nam ti povedal o tem liku, kako si ga spoznal, kako si z njim zrastal, kaj ti danes pomeni? Dobro večer vsem. Torej, najprej dve ugotovitvi, če smo na začetku mimo vsebine, da se redko da zgodi na večerih pod lipami, da je dvorana tako zasedena in se redko da zgodi, da je srednja starost tako nizka, kar me zelo veseli. Očitno je Lojze Bratuž še vedno zelo v središču naše pozornosti. Torej, ker sem najstarejši na odru, ne sem gotavljal že, ko sem videl, kdo bomo sodelovali, imam pravico bojiti spomine, ne, imam pravico. Torej, moj prvi spomin na Lojzeta Bratuža, njegov portret Jožefa Ceja, ki je visel v mali dvorani katoliškega doma, če ga spomnite na desni strani. Ko smo peli v otroškem zboru, jaz sem vsakokrat tisti portret gledal. Meni je bilo najbolj bilo zanimivo njegove lasje, to bujni lasje, ne, otrok, veste, kako se zamišlja. Vedno sem si tudi predstavljal, kdo bi to lahko bil, nisem vedel, kdo je bil tako otrok, vse više. No, to je moj prvi spomin in nastaja, danes ga živo vidim tam na tisti steni, na desni strani, nasproti televizije. Drugi spomin je pa tako, ne, pa nas doma, ker je bil oče Podgorec in ker ni sicer osebno doživel tistih dogodkov, ker ste bili še majhni takrat, ne, ampak po pripovedovanju vaših staršev smo malo ste kaj izvedeli. No, meni je tisti dogodek moj tata lepo opisal, ne, kaj je bilo, kaj ni bilo, po predovanju starih staršev, ki so bili pač tisti dan pri maši. Tako da sem iz prve roke nekje doživel, oziroma ugotovil, kaj se je takrat zgodilo. In to me močno pretreslo tudi zato, ker smo odrasli v popolnoma slovenskem ambientu, odrasli smo šli v takem ambientu, ki je bil še vedno precej nezaupljiv do italijanskega življenja, so bili pač še tista težka leta po koncu fašizma in še smo še ugotavljali, komu izmed italijansko govoreče lahko rečemo prijatelji in komu ne moramo tega reči. Tako da v tem okolju sem tudi izrasel, zato je bil za nas doma, recimo Lojze Bratuž, da je velika svetinja. Velika svetinja tudi zato, ker je bil zlasti moj tata, pa tudi mama, sta bila osebna prijatelja tako z Lojsko, kako z Andrejem, bodi si na glasbenem področju, bodi si na šolskem področju, tudi sošolci so bili, tako da je bila Bratuževa družina pri nas doma, mislim, ne fizično, ampak zelo visoko vzeta, kako se tako rečemo po domače. No, naslednji gotovo lep spomin na Lojzeta Bratuža, in tukaj sem se čutil zelo počaščenega, je, ko smo lahko v 80-ih letih prejšnjega stoletja in tisočletja, lahko rečemo že tako, sodelovali v zboru Lojze Bratuž. To so bili res, mi se zdi, najlepši, si upam reči, najlepša leta Lojzeta Bratuža, ko je po tistih prvih obdobjih, prvih desetletjih doživel velik vzpon, kvaliteten in kvantiteten, ne se bilo čez 60 svoj, ne, in smo takrat bili mladi, 18-letniki, 20-letniki, torej, in smo bili ponosni, da lahko pojemo v takem zboru, ki se imenuje po Lojzetu Bratužu. Potem tretji spomin, tretji tako moj osebni, ko sem bil imenovan za župnijskega upravitelja v Podgori leta 1991, ko sem tisti dan, tisto nedeljo prišel v Podgoro in sem stopil v cerkev, to se dobro spomnim, nisem pomislil, da prihajam v cerkev, kjer je bil krščen moj oče
in kjer je odrasla moja družina po očetu, ampak sem ne v sebi stopil v cerkev Lojzeta Bratuža. To imam živo pred očmi še danes, da sem se čutil res skoraj bi rekel moralno odgovornega, češ da vstopam v to cerkev, ki je za nas svečeniška cerkev, močeniška cerkev, ki ima za nas poseben pomen. In po drugi strani, potem, ko sem se v podgovoru užival kot župnijski upravitelj, sem ugotovil, kako je Podgora, kljub temu, da je slovenska vas vendar je tako različna od ostalih slovenskih vasi. Podgora je na našem področju prva, ki je doživela asimilacijo, prva, ki je doživela dvojezičnost in tako dalje. In s tem sem se moral vsak dan ukvarjati. No, še marsikaj v zvezi z Bratuževim, z Lojzetom Bratužem, no, to lahko povem kot ni anekdota, resnica, se redko kdaj zgodi, pa se sploh ne zgodi, da imaš na maturi v komisiji dva brata, samo Andrej Lojzko Bratuža na maturi v komisiji. Bratužo družina me stalno spremlja. Spokojno gospod Ljubko pa da ne govorimo, meni ostaja njena podoba zelo, zelo visoko v časti. Prvič, ker sem jo vedno slišal in videl kot zelo milo in ponižno osebo. Vsi to piše, vsi to govorijo, ampak jaz iz njenih ust nikoli nisem slišal sovražne besede, kljub temu, da je doživela, kar je doživela. In res, kot učiteljica, sicer ne moja, ampak kot vzgojiteljica, kot sodelavka pri pastirčku, je bila res tako prej mati, kakor učiteljica. No in morda tako še tak zadnji, ne samo spomnim, ampak misel na Lojzeta Bratuža je pa ta. Doma so mi povedali, kaj se je zgodilo tisti dan slavnega 26. 27. decembra in potem kasneje februarja. Ampak ko sem bil župnik v Podgori, so mi sosedje, ki so videli, kaj se je dogajalo, pripovedovali. Kaj so videli in kar je meni najbolj hudo, tudi koga so videli. Ampak to ostane zaenkrat že v meni. Hvala, Karlo, za to zelo osebno in srčno pričevanje. Od najstarejšega k najmlajšemu, verjetno, Juri, ti si najmlajši. Veliko se je govorilo o Podgori, veliko si govoril o Podgori, Karlo. Juri, živiš v Podgori, ti si zgodovinar, si šolnik, s posebno pozornostjo, vsaj tako kot ti sledim, spremljaš tudi politiko, nove fašizme, populizme in tako naprej. Ko smo si dopisovali za ta večer, si ti napovedal, da bi se rad osredotočil na politične razmere takratnega časa, na erozijo državljanskih pravic, asimilacijo Slovencev in kaj je to Bratuževo mučeništvo pomenilo v tem okviru. Prosim. Dobro večer vsem in hvala za povabilo. Kot mojih sogovornik tukaj, tudi jaz pojem v zboru Mirko Špacapan, Podgora. In že od mladih nog sem se srečeval s tem likom Lojzeta Bratuža. Kot otrok sem seveda razumel glavne obrise tega lika, da je bil zborovodja, glasbenik in da je umrl mučeniške smrti. Tudi če nisem dobro razumel, čigav mučenik je. Seveda v višješolskih letih sem malo bolje spoznal tudi človeški lik Lojzeta Bratuža, da ni bil samo glasbenik, temveč je bil tudi učitelj, bil kulturnik, organizator, član raznih odborov, bodisi učiteljskih svetov, kot tudi seveda se je udejstvoval v glasbi. In s tem, da sem bil dejaven in še sem v Podgorskem zboru, vsakič, ko stopam na kor Podgorske cerkve, čutim ta moralni dolg do Lojzeta Bratuža. Moralni dolg, da aktivno obnavljamo
to našo identiteto, aktivno obnavljamo naš zgodovinski spomin, bodi si na tiste čase kot na poznejše. In če so uspeli oni takrat nositi naprej slovensko identiteto, nositi naprej slovensko petje, zakaj bi ga ne mi danes še vedno gojili in razvijali. Kar se tiče političnih razmer, kot si ti napovedala o eroziji političnih pravic. Fašizem je prišel na vlado po tako rekoč legalni poti. Torej, Mussolini je dobil nalog, da se stavi svojo vlado in v 20 letih prejšnjega stoletja so fašisti počasi odvzeli vedno po legalni poti, ne bi rekel legitimni, ma legalni ja, so odvzeli počasi vse prej politične pravice in državljanske pravice, tudi osnovne državljanske pravice, na primer pravica do govora, pravica prostega tiska, pravica združevanja, bodi si kulturnega, političnega, kot tudi ekonomskega združevanja, tudi razne zadruge so zaprle v tistem času. In v letih 30 seveda se je uresničil potem režim v vsej svoji kompleksnosti. Torej, prav v ta okvir seveda spada najprej erozija teh pravic, še posebej na naših tleh, na slovenskih tleh, v tajno zaupnem pismu ministra za notranje zadeve tem upraviteljem na našem teritoriju je bilo zapisano, da ne bo smelo več obstajati nobeno slovensko društvo in nobena slovenska organizacija. Torej, da slovenska beseda mora izginiti in slovenski narod mora biti popolnoma asimiliran. Edini okvir, v katerem se je še dalo uporabljati v javnosti seveda slovensko besedo, je bilo cerkveno petje. In dobro vemo, kako so to poskušali ukiniti. Prav zato mislim, da danes imamo ta moralni dolg, da se Bratuža spominjamo. Tudi s tem, da smo pozorni in kritični na procese, ki so danes v teku. Ne samo ponavljanje recimo starih fašizmov, na primer neofašisti, ki, kar je za me nedopustno, imajo v Gorici svoj sedež v samem zgodovinskem centru in da naš župan letno gosti predstavnike Dečme mas. Ni prvi, žal. Ja. So njegovi predhodniki tudi delali isto vsako leto. Dobro. Samo znotraj Italije in znotraj Evrope je nezaslišana ta stvar. Nezaslišana. In seveda ti neofašisti te stare ideale obujajo z novimi sredstvi, naprimer z internetom, z uporabo tudi družabnih omrežij, na Facebooku in tako dalje. In te spletne skupine štejejo na tisoče in tisoče članov. In med njimi tudi ogromno mladih. To zelo skrbi, da se to mišljenje prenaša iz generacije v generacijo. Poleg tega imamo vso eno serijo nacionalizmov in ekstremističnih populizmov, če lahko tako rečemo, ki izkoriščajo strah pred drugačnim, torej vsa tematika preseljevanja raznih narodov, torej strah pred drugačnim in po drugi strani ekonomsko krizo, da podpihujejo nacionalizme in populizme. In vidimo, da ta rast desnic, ekstremističnih desnic, je na evropski ravni in je tudi pripomogla k temu, da imamo danes eno prvo krizo Evropske unije, praktično s secesijo ene države članice. In ta secesija Velike Britanije je en nevaren precedens za celotno unijo. Dobro, jaz tem bi zaključil in podam mikrofon kateremu Davidu.
Ne, mislim, da smo dobro izbrali sogovornike, tudi ker vsaj sedanji dve pričevanji sta popolnoma različni. Torej, štartamo iz lika Lojzeta Bratuža in nam uspe na tak in drugačen način spregovoriti o zelo različnih vsebinah in področjih. Veliko se je povedalo o Podgori, o glasbi, o pevskem zboru. David Bandelj, sedaj k tebi. Kako bi te opredelila? Ti nastopaš danes tudi zato, ker si dirigent mešanega sestava, ki je bil že omenjen, v katerem sem tudi jaz pela vrsto let s Jaricijem, ki je poimenovan po Lojzetu Bratužu. Ti si slavist, si šolnik, si besedni ustvarjalec, oče 4 otrok tudi, lahko to tudi povemo. Si napisal nekoč, da si težki katoličan tudi še. To si zapomnil? Ja, to si zapomniš tako. Kako si ti spoznaval ta lik, ki je za goriške Slovence tako pomemben, tudi ti prihajaš iz tega mestnega predela, ki je relativno blizu ulici Foskolo. Kaj ti ta lik pomeni in kaj pomeni v okolju, v katerem deluješ? Ti deluješ veliko z mladimi. Ja, dobro večer tudi z moje strani. Hvala organizatorjem, da smem biti pri tem omizju. Tako kot moja dva predhodnika, tudi jaz sem družinsko povezan s Podgoro, ker je moja rodbina pač izhaja iz te vasi. In tako kot verjetno večina izmed tistih, ki smo rojeni v Gorici in smo nekako družinsko spadali v katoliški krog, sem tudi sam zrasel s figuro Lojzeta Bratuža precej živo v moji zavesti. Odkar pomnem, smo poznali tudi njegovo ženo, Ljubko Šorli. Tako da je bila zgodba o Lojzetu Bratužu nekako eden izmed prvih srečanj s preteklostjo, ki sem ga doživel, ko sem doma našel knjižico Čisti žrtvi sveta v spomin, sicer ponatis iz leta 1987, ob 50-letnici smrti Lojzeta Bratuža. In jo prebral iz čiste radovednosti in nekoliko bolj podrobno spoznal to zgodbo, ki je krožila sveda po ustnem izročilu, o tem človeku, ki je razdajal samega sebe v naravni skrbi za svoj jezik, za vrednote, ki jih je gojil, za skupnost, kateri je pripadal in ki so ga pripadniki neke ideologije, oziroma ne, svojim dijakom vedno pravim, da fašizem ni ideologija, fašizem je zločin. Pripadniki tega zločinskega druženja so ga prisilili, da je sam sebe, da je sam umoril pesem v sebi, kot sem nekje prebral, kar je seveda čisto barbarstvo. To prvo srečanje z njim je seveda vzbudilo v meni neko prvo atavično mržnjo do skupnosti, ki je hotela naš narod, našo slovensko govorečo skupnost izničiti, uničiti, zbrisati iz obličja Goriške in Furlanije-Ilirske krajine. Ampak vseeno, lik Lojzeta Bratuža je pa bil zgleden iz več razlogov. Prvič, ker sovraštva ni nikdar čutil, kljub temu, da so mu je fašistični sistem jo zagodil že prej. Internirali so ga, čeprav so ga škvadristi pretolkli in je 3 mesece ali 3 tedne se zdravil v bolnišnici z zlomom lobanje, zastražen, zato ker so ga obtožili, da je sam sprožil pretep. V njem ni bilo mržnje, niti ko je 6 mesecev presedel v samici in mu niso dovolili niti papirja, da bi pisal svojo glasbo. In ni bilo mržnje niti v njegovih potomcih, ki so pravzaprav niti v ženi, ki je bila pri tem najhuje prizadeta verjetno. Kot je že gospod Karlo omenil, Ljubka Šorli je bila čist zgled ponižnosti, svetlobe.
Že iz tega človeškega vidika je Lojze Bratuš opisan v martiriologiji primorskih Slovencev in ga dela za eno izmed najbolj čistih uporniških figur, ne v tem smislu upora, kot ga poznamo iz splošnega pomena te besede, ampak iz upora, ki je v tem smislu čisto vreden velikih osebnosti, kakor so bili Gandhi, kakor je bil konec koncev Jezus Kristus, ker se ni upiral z nasiljem, pač pa se je upiral s tistim, kar je naravna danost vsakega človeka. Njegova naravna danost je bila glasba, je bila umetnost, z njo je pripomogel k temu, da je v težkih časih, kot je že Jurij omenil, le tam, kjer se je dalo uporabljal slovenski jezik. In zaradi te naravne pravice vsakega človeka je moral Bratuš umreti, kar se šele dan danes, ko sem starejši od njega, ko je umiral, se zavedam, katera grozna krivica je bila storjena njemu in s tem celotni skupnosti. Obenem sem večkrat pred veliko dilemo, ali je Lojze Bratuš umrl zaman. V vseh zadevah, najprvo, kar je Jurij omenil, o vzponu novih desnic, o našem tihem in postopnem asimiliranju, kateremu se morda premalo, ki se ga morda premalo zavedamo, o tem, koliko slovenskih priimkov je bilo poitalijančenih, o tem, kako se moramo za vsako pravico, ki nam je zakonom določena, sami zanimati, ker je država, v katero spadamo, niti ne po naši izbiri, skoraj da mačehovsko, ne bom rekel niti dala, ker se mi zdi prelep izraz. V vsem tem se mi zdi, da Lojze Bratuš umira znova in znova, morda zaman, ne vem. Vsekakor pa dejstvo, da sem pred 2 letoma prevzel vodstvo zbora, ki se po njem imenuje, je še dodatno povečalo tudi mojo identiteto Goričana. Mislim, da vsak Goričan nekako pozna zgodbo Lojzeta Bratuža. Ne samo iz tega slovenskega kroga, pač pa tudi iz mnogi italijanski ljudje, ki so blizu slovenske skupnosti, ki se zavedajo soobstoja Slovencev za prihodnost Gorice, poznajo zgodbo Lojzeta Bratuža. No, ko sem prejel vodstvo tega zbora, sem takoj razumel, da gre za zbor, ki ima eno posebno poslanstvo. V njem, hvala Bogu, pojejo navdušenci z obeh strani meje, kar dodatno odpira recimo spekter dejavnosti naše Goriške, ki ni več vezana samo do bivše meje, ampak na srečo še čez. In poslanstvo zbora je prav v tem, da nadaljuje to, kar je Bratuš in njegovi nasledniki, idealni nasledniki, tukaj mislim predvsem na Mirka Fileja, na Emila Komela, na Stanka Jericija in na vse tiste, ki smo se od njih dejansko navzeli te skrbi za glasbo kot umetnost, nas kliče k temu, da nadaljujemo to delo in na čim boljši način skušamo prav njihova dela ponesti v širši prostor. Zbor Lojze Bratuš skuša v tem biti aktiven z izvajanjem v glavnem glasbe slovenskih sodobnih in tudi goriških skladateljev. In se mi zdi, da je zdravje zbora, kljub temu, da doživlja neko nezadržno padanje oziroma nezadržno višanje starosti pevcev, še vedno vidim žar v njihovih očeh, ko pojejo, morda prav zaradi tega, kar je prej omenil Karlo, da je nekoč ta zbor bil ne samo
eden izmed zborov, ki so delovali na Goriškem, ampak je izžareval posebno moč, prav zaradi tega, ker nosi ime po Lojzetu Bratužu. Zaenkrat mislim, če me moja statistika osebna ne vara, je verjetno tisti mešani zborki na Goriškem v mestu, pravzaprav Gorici, doživljam še najboljše zdravje. Zaključim pa obratno, kot sem začel, in sicer z malo večjo optimistično noto, ko sem prej govoril, da se sprašujem večkrat, ali je Bratuž umrl za manj in koliko je lahko on danes živ med nami. Sem prejšnji teden se spomnil Bratuža tudi med svojimi dijaki v razredu. Moram reči, da mi je bilo težko. Mi je večkrat tako spreletel srh po hrbtu, ko moraš mladim govoriti o tem, kar je nekdo drug doživel. In je doživel na tak način, ki je posledica enega barbarskega udora v intimo naroda. Iz tega srečanja pri dveh razredih, kjer poučujem, so se rodile tudi neka razmišljanja raznih dijakov. Predvsem pa moram reči, da me zelo veseli, da danes vidim kar nekaj dijakin med publiko. In mislim, da si zaslužijo aplavz, ker verjamem, da je s tem Lojze Bratuž pokazal, kako je živ. Sedaj moraš tudi povedati, če si jih ti prisilil, da pridejo, da so našli. Sploh ne, lahko vprašate njih, da sem omenil, da je ta večer, ampak si nisem pričakoval tako številnega obiska. Pravzaprav sem se zmotil, ker nisem videl samo dijakin in se opravičujem Tadeju. Hvala, David, za tvoj poseg in tvoje pričevanje. Ostajamo na glasbeno-zborovskem področju. Mešani pevski zbor Lojze Bratuž je član Združenja cerkvenih pevskih zborov. Dario Martinaci, ti si predsednik združenja. Posebej si želel sodelovati na današnjem večeru. Sicer si iz Doberdoba, ampak na združenje med drugim je vrsto let mu je predsedovala Lojzka Bratuž. S tem likom pa si ti tudi povezan zato, ker si šolnik in si odgovoren za šolo, ki je bila pred kratkim poimenovana po Ljubki Šorli. Ko govorimo o Ljubki Šorli, marsikdaj tudi pozabljamo, da njena kalvarija se je leta 1937 komaj začela. Tudi ona je bila žrtev fašizma, bila je deležna trpljenja, fizičnega pretepanja, psihološkega in tako naprej. Dario, ti si tudi dirigent številnih zborov, torej kako si ti povezan, kako doživljaš ti to družinsko zgodbo in te like, ki so v tej družinski zgodbi? Dobar večer, pozdravljeni. Torej, lik, osebnost Lojzeta Bratuža in lahko rečemo, kot si ti povedala, družine Bratuž me spremlja že od zgodnjih otroških let. Čeprav sem iz Doberdoba, kot si ti omenila prej, je bila pri nas zgodovina doma na dnevnem redu. Mi smo doma, mi smo živeli s starimi starši, sem živel tudi s starimi starši. In seveda je bilo to nekaj običajnega, ne bom rekel vsak dan, ampak redno pripovedovanje o tistem težkem obdobju, času fašizma, ker je pač moj nono bil takrat organist v Doberdobu v tistem času in je tudi zahajal iz Doberdoba v Gorico s kolesom na lekcije Lojzetu Bratužu. Koncu 20 let, v začetku 30 let prejšnjega stoletja. Tako da tragedijo družinsko Lojzeta Bratuža sem spoznal še predno bi ga kje bral v kakšnem šolskem učbeniku ali slišal od učitelja pripovedovanja. Doma seveda še posebej, ker hranimo še vedno harmonik, ki ga je prav Lojze Bratuž priskrbel mojemu nonotu, da je potem se učil na njem.
In še danes, ko stopim in igram na tistih harmonih, se mi pred sabo prepleta vsa ta zgodovina in vse te zadeve, kar sem takrat slišal. Seveda, nadalje lik Lojzeta Bratoža smo spoznavali v šoli, na osnovni šoli, na to na nižji srednji šoli in iz tistega časa mi še vedno ostal tak spomin, ko so nas profesori z lastnim prevozom, z avtomobilom pripeljali v Gorico na pogreb Ljubke Šorli. In tisti dogodek mi tudi še vedno je, velikokrat mi pride tako v spomin in se obnavlja. Seveda pa to srečanje z družino Bratuž se ne konča na nižji srednji šoli. Ko sem se potem upisal na učiteljišče, sem imel pa profesorja Andreja Bratuža za profesorja filozofije 4 leta. In s profesorjem Andrejem sva vzpostavila, bom rekel, en tak neodnos med profesorjem in dijakom, ampak bolj prijateljski, nek sogovornik, s katerim sem se lahko pogovarjal o marsičem, od sodobnih zgodovinskih, gospodarskih zadev do lokalnih, pač političnih, ker me je takrat v tistih letih zanimalo, in zgodovinskih dogajanj. To so bila 90. leta, torej se spomnim, mislim, padec zidu, Berlinskega zidu, padec komunizma in vse te zadeve smo takrat mi doživljali, tudi Bandel, ki je moj letnik, skupaj v tistem času. In seveda nadalje pa, ko sem potem tudi postal organist v Doberdobu in sem začel peti pri zboru Hrast, mešanem pevskem zboru Hrast, pa me nenadno nek večer kliče profesor Lojzka Bratuž in me vabi, da bi stopil v združenje kot odbornik. Seveda sem bil počaščen, da me profesor Lojzka Bratuž sama pokliče in povabi. In tako da me ta družina Bratuževih spremlja še vedno do danes. Kot si prej povedala, tudi mislim danes predsedujem sam Združenje cerkvenih pevskih zborov Gorica, kateri je seveda častni član še vedno profesor Lojzka Bratuž. Naj omenim, da je bil tudi Lojze Bratuž v 30 letih imenovan za nadzornika cerkvenih pevskih zborov Gorice, za nadškofijo. To se pravi, da to vlogo nadzornika, recimo, da danes opravlja združenje na nek način, ne tako kot takrat, ampak recimo, da so bili takrat eni zametki že takrat. In seveda, če preidemo sedaj v današnji čas, sem po poklicu učitelj, mislim, da vsi me poznajo tudi kot takega, učitelj na osnovni šoli, učitelj razrednega pouka. Že 14 leto poučujem v Laškem, to se pravi na osnovni šoli v Romjanu, ki smo jo poimenovali po Ljubki Šorli pred kratkim. Zakaj smo jo poimenovali po Ljubki Šorli? To se pravi, kot so prej sogovorniki povedali, seveda zato, ker je bila učiteljica, je bila pesnica, ki je veliko pisala za otroke, tako tudi v Pastirčku, ko smo prej slišali, sodelovala. Vendar ne samo zaradi tega. Sicer je nekaj časa poučevala tudi v Ronkah. Takrat po drugi svetovni vojni, ko je začela poučevanje, je poučevala tudi v Ronkah na slovenski šoli. Ampak tisto glavno, kar je simbolično poimenovanje te šole, je prav, kot so prej tudi drugi omenili, ta drža družine Bratuž in Ljubke Šorli. Nobenega maščevanja, nikoli. Nobene besede, trdne besede, nobene
zakrknjenosti v kakšni besedi, kje v kakšni poeziji, da bi kaj dobili, da bi se, ne. To se pravi, ta simbol, ki ga daje Ljubka Šorli, mladim rodovom, otrokom, kjer poučujemo tudi šolo, vemo, da ti otroci so večinoma iz mešanih zakonov in tudi italijanskih zakonov, torej so italijanski otroci in spoznavajo naš jezik, našo kulturo in prav zaradi tega je ta simboličen lik Ljubke Šorli zelo, zelo važen v tistem kraju. To se pravi, ne samo strpnost, ampak prav skupno življenje dveh kultur, dveh jezikov. Brez, kot sem povedal prej, nekih maščevalnih, nekih razprtij, to se pravi graditi nove rodove v, ne bom uporabljal besede prijateljstvo, ker je tako zlorabljena ta beseda, da potem človek ne ve več, kaj pomeni, ne, ampak da bi ti otroci in ti mladi res odrasli v odprtosti do drugih, do vseh. Ne. Tako da, to je moja osebna izkušnja, ne. Če bo pa še kaj iz publike, kakšno vprašanje, bomo še povedali. Hvala, Dario. Za uresničevanje sožitja in strpnosti je potrebnih več elementov, od šole do kulture, potrebna pa je tudi politika. David, na današnjem večeru ti nastopaš kot pevec Podgorskega zbora, s Podgore sicer nisi doma, ampak si tesno povezan s Podgoro. Bil si tudi aktivno v politiki, v stranki, v kateri je bil na vodilnih mestih tudi Andrej Bratuš. Sicer pa si družbeno-kulturni delavec, kot mi pogosto uporabljamo to definicijo za vse nas v bistvu. Ko sva se pogovarjali o tem večeru, si mi ti tudi rekel, da bi bilo potrebno organizirati večer za italijansko publiko, da bi italijanska publika bolje spoznala ta lik. Sicer v prejšnjih letih in desetletjih je bilo nekaj storjenega z tega vidika, so bila nekatera srečanja, simpoziji, knjige in tako naprej. Zato moji vprašanji zate sta dve. Sicer pomen petja v zboru, ki je bila zadnja življenjska postaja Lojzeta Bratuža, in po drugi strani, kakšen pomen ima ta lik med italijanskimi someščani Gorice oziroma našega širšega prostora. Hvala. Večer vsem tudi z moje strani. Pa ja, petje v Podgori, recimo, ko sem jaz začel spoznavati Lojzeta Bratuža, recimo kot otrok, kot so nekateri že rekli, to je bil seveda mučenec, umrl nasilne smrti. Potem, ko sem postal malo starejši v višjih šolskih letih, ko sem se začel potem ukvarjati tudi malo s politiko, sem začel razumevati malo več ta lik. Se mi je zdelo tako strašno ta izkušnja tega človeka, ki ni nikomor nič slabega naredil, nobenega nikoli napadal, niti z besedo in tako končal. In potem, ko sem začel ukvarjati s politiko, gotovo sem spoznal tudi Andreja Bratuža kot sočlana stranke in me ta lik Bratuža začel malo tako prihajati v mene. Ko sem pa začel peti v Podgori, to je bilo leta 1989, to me tam povzroča, kot je rekel tudi Karlo, tudi povzroča posebno čustvo, ker razmišlja, da tam se je to zgodilo, tam je on orglal, tam je imel zbor, v katerem poješ tudi ti nekako, ta zbor, ki smo mi peli in ker mi pojemo, je nekako naslednik tega zbora, ki ga je on vodil v cerkvi. In Podgora, ker je Podgora vas zelo na udaru, bila že takrat, zdaj toliko več nažalost. In jaz sem se odločil za peti v Podgori ne zaradi petja, ampak zaradi drugih razlogov. To anekdoto se še zdaj spominjam, ko sem slučajno srečal en večer
prav Mirka Špacapana, ki je takrat začel voditi zbor Podgori, mogoče mesec prej. In je bil z nekaterimi pevci, smo se srečali v gostilni pri Podvršiču, tam v Strasce, oni so prišli po vajah. In potem Mirko, ki je bil, s katerega sem poznal zaradi politike, ker on je bil takrat tudi, mislim, pogrebniški tajnik in stranke Slovenske skupnosti, in me tam nagovoril, ne pridem pet, dati na roko Podgoro, ker so začeli na novo, eno in drugo. Jaz sem se malo podkavil, ker takrat nisem bil pevec, pa sem malo pel v cerkvenem zboru, pel mi, ma ne, da bi bil tako strasten pevec. In sem se malo podkavil, potem mi je rekel, da pridi, ker Podgori moramo kaj organizirati na novo, ker drugače Podgora je izgubljena. In potem je v bistvu ta narodno-obrambni element, ki me je pripeljal pet v Podgoro in me še sedaj me žene, da pojem Podgori, ker dobro, veselje do petja, do ena mera, ampak mislim, v glavno je to, ker se zavedam, da nažalost v Podgori je ta zbor ostal edina slovenska postojanka. Počasi v letih, nažalost, je ostal samo ta zbor. Nažalost, Silver Maša itak je dvojezična, duhovnik, nažalost, mislim, je Hrvat, tako da razume določene stvari, ampak mislim, ni on kriv, on pač ni iz tega območja. Tako da delovanje Podgori je zdaj tudi težko, ker vsi smo malo starejši, starejši kot smo bili in novih je zelo malo, med katerimi eden je gotovo Juri tukaj, ki je stebr postavil tudi tega zbora in on je tukaj na vrste, smo rekel, da je on vrste novi Lojze Bratuš, ampak se je tega malo tepo, ker rekel, da bi rad živel malo več. Ne vem, kakšne geste skaramatične in naredil, nisem vprašal. Ampak res Juri si zelo to breme, da vsako nedeljo orga pri tej maši in da lahko ta zbor zapoje vse slovenske pesmi. Tako da tudi Mirko Špacapan, Mirko Špacapan, mislim, da on je imel po eni strani določene vrline, ki jih je imel Lojze Bratuš, kot organizator, kot vse splošni kulturno-politični glasbeni delavec. On se tudi v tem smislu razdajal in on je takrat prav videl, še zdaj v bistvu svoj sadovi, to, kar se še ohranilo v Slovenske Podgori, je dosti zasluga Mirka Špacapana. Tudi lik Lojzeta Bratuša, on je zelo cenil tudi kot glasbenika. Mi smo začeli takoj pet dosti Bratuševih pesmi, predvsem zato, ker smo bili Podgorci. In tudi ta iniciativa, ko smo pred 10 leti postavili to tablo na hišo, ki je bila sedež Faša, kjer je bil on tam mučen in smo dali to olje pit in to. Je bila iniciativa zelo važna, na katero je bil povabljen tudi prefekt Goriški in je takrat prišel. Takrat je bil prefekt zelo tudi naklonjen Slovencem. Mislim, so bile te zelo pomembne geste, ki so še danes žive, recimo v Podgorcih. Kar se tiče, še to bi rekel, da potem zaključim stvar slovenski del. In mislim, da, kot je prej rekel David Bandel, to, da Bratuš umira še vedno, po mojem malo je res, ker premalo se lik Lojzeta Bratuša pozna. Vsi vejo, da je Lojze Bratuš pač bil mučenec in umrl, zato ker smo dali pit stopeno olje in to, ker je pil slovensko. Ampak to, kar je on prej doživel, vsa leta prej, to malo kdo pozna. In tudi v šoli, razen tisti, ki imajo srečo, da imajo profesore kot je David ali učitelje kot je Dario, se malo v šoli govori o tem. Mislim, da naša šola premalo vzgaja Slovence, vzgaja bolj
slovensko govoreče Italijane, nažalost. Te ne ustvarja na narodne zavesti in to mislim, da je eno veliko pomanjkanje. Gotovo so v šoli tudi druge problematike na to vezano, ampak mislim, da bi morala naša šola malo več na to delati. Kar se tiče italijanskega dela mesta, je določen krog ljudi, ki poznajo Bratuža, so bili tudi določen simpozij, za 50 let sem smrti, mislim, da je bila pokrajina nekje. Mislim, da je bil Mirko takrat odbornik. Mirko je bil odbornik in je takrat bil na simpoziji, bila proslava in simpozij, profesor Tavano je nekaj pisal, tako da je en del katoliških intelektualcev, ki starejših, sicer po mojem, da je mlajši, ne vem koliko, ki pozna lik Lojzeta Bratuža in ga spoštuje. Mogoče, ampak mislim, da tudi določeni politični krogi ga poznajo, tudi desničarski, bi rekel, in se ne morajo izogniti v bistvu temu liku, ker vsi se zavedajo, da je bila ena nedožna žrtev. Mogoče je tudi naša krivda, da premalo moče o tem liku v italijanskem ambientu govorimo. Zato mi je prišla ta ideja, ko smo se pogovarjali, da bi mogoče bilo prav kaj v tem letu, 80. obletnice smrti, tudi organizirati kaj za italijansko publiko in ker drugače zdaj se dosti govorilo o tem dnevu spomina na fojbe in drugo, ampak kar je pretrpel slovenski narod 20 let prej in 30 let prej, to malo kdo ve, oziroma malo kdo hoče slišati, posebno v Italiji. V Nemčiji so s temi zadevami naredili eno določeno zgodovinsko, kako bi rekel, opravičilo, mislim, so se opravičili zgodovinsko, v Italiji pa to v bistvu se ni nikoli zgodilo. Ni bilo nikoli enega obračuna fašističnega obdobja. In to ne desnica, ne levica, nažalost. Hvala, David. Govor je bil o tem, koliko Italijani dejansko poznajo Lojzeta Bratuža. Renato, jaz tebe pa sprašujem, koliko matični Slovenci sploh poznajo Lojzeta Bratuža. Ti nastopaš danes, če je David težak katoličan, si težak goričan. Tako kot si ti zaljubljen v to našo Goriško, malo koga poznal, odraščal si v privilegirani družini v Vrtojbi, ker imate kulturni in duhovni milje, ki si ga lahko sanjamo. Si pa študiral v Novi Gorici in v Ljubljani. Ja, najprej v Novi Gorici na, ko se reče, srednji šoli, in na to v Ljubljani. Si pa del našega prostora, ker sodeluješ z nami na raznovrstnih področjih in družbeno in kulturno, svojimi zapisi, strokovno in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Torej, koliko to okolje, v katerem ti prvenstveno živiš, poznata lik v Novi Gorici in pa v Ljubljani? Hvala, Erika, za izhodišče, hvala za vabilo. Večer tudi v mojem imenu vsem skupaj. Moram reči, da sem tudi jaz vesel za tako lepo udeležbo in hkrati tudi se čudim, ko imam ta privilegij ali pa prekletstvo, da sem zadnji na vrsti, kako smo si različni in kako smo si hkrati podobni z ostalimi sogovorniki. Loči nas nekaj 100 metrov, morda nekaj malega kilometrov, te naše lepe Goriške, ki tudi s takimi večeri upam, da damo en kamenček mozaiku enotne Goriške. Karkoli že to pomeni. Danes se spominjamo 100 oziroma 80-letnice, v teh dneh, čez 3 dni bo 80-letnica smrti Lojzeta Bratuža, ampak letos se spominjamo tudi 70-letnice udejanjenja Pariške mirovne pogodbe septembra meseca, ki je boleče zarezala v ta prostor, ki si od tega še danes ni povsem opomogel, in to na vseh področjih, od politike do sociale, od gospodarstva do kulture.
In taki večeri, jaz upam, da dajo, kot se neko kamenček v mozaiku, taki večeri, gospod Karlo, ki niso samo danes dobro obiskani, so večkrat dobro obiskani. Taka udeležba je precejkrat pod Lipami in nas to veseli, me to veseli. Je pa res to, da je ena razlika. In tudi to deloma odgovarja na izhodišče, ki ga je Erika dala. Namreč, če pod Lipami ponavadi je približno pol-pol, ste pa one strani meje. Jaz tega nimam rad, ko se počutim res Goričan, ampak če je ponavadi pol-pol, je celo več, tako imajo naše strani, karkoli že to pomeni, je danes več iz tako te strani, recimo temu italijanske. Tudi tega nimam rad, ampak dobro. Zakaj je temu tako? Najprej ne izrazim še enkrat veselje, očitno res tudi mlajšo generacijo, srednjo generacijo, hvala Erika, nas nagovarja ta lik. Ampak za nas je to lažje. Zakaj boste rekli lažje? Ker smo s tem dobesedno rasli, smo to pili. Tudi naša osebna, zgodovinska in družinska izkušnja je bila drugačna. Rasel sem v okolju, kjer se je o Lojzetu Bratožu govorilo na vsakem koraku. Ni bilo televizije, ni bilo videoigric, ni bilo računalnikov, ni bilo telefoninečkov in tako naprej, ampak se je veliko pripovedovalo. Nona, nono, stric, stari stric, teta, vsi so začeli ali pa končali pripovedi skoraj izmiren s fašizmom in z Lojzetom Bratožem. Po drugi strani, v tem intimnem, družinskem, osebnostnem izkustvu je bil on vedno prisoten. Na tako imenovani javni, manifestativni ravni ga ni bilo. Šolal sem se, ko je Erika povedala, v javnih šolah. Niti v osnovni šoli, niti v srednji šoli, niti v fakulteti, pa sem zgodovino študiral, nismo o Lojzetu Bratožu slišali ene same besede. Ne v Vrtojbi, ne v Novi Gorici, ne v Ljubljani. Po drugi strani pa stvar ni tako črno-bela. Ko sem prišel v Ljubljano, Goričan, brez izkušenj kakšnega svetovljanstva, in sem spoznal, da obstajajo internacionalni Slovenci z Prekmurja, Štajerske, wow, to je bilo zame nekaj, govorijo neke čudne dialekte, ampak kaj me je zanimalo? Ne samo zgodovinarji, tudi ostali so poznali fašizem, vsaj v nekih obrisih, in so poznali ta svetov lik Lojzeta Bratoža. To je bila ena taka prva izkušnja, ki me je zelo pozitivno presenetila. In kaj je bila tista ločnica, ki jih je ponavadi ločevala? Lojzeta Bratoža so poznali tisti, ki so ponavadi, pa ni bilo to pravilo, to je bila moja izkušnja, ki so prihajali bodisi iz podeželja ali pa recimo temu katoliškega sveta. Ali so bili v kakšnih katoliških družinah, ali so bili dejavni v župnijah in tudi Štajerci, Korošci, celo Prekmurci so poznali ta lik tega človeka, ki je umrl zato, ker je učil pet v cerkvi slovensko in to jim je bilo nezamisljivo. Po drugi strani, Lojzet Bratož, kot sem rekel, da je na tej osebni ravni do moje generacije in z mojo generacijo se je to verjetno zaključilo, ker mlajša generacija, vsaj na tako na naši strani, ga ne pozna in še vedno je njegov lik skoraj da odsoten, popolnoma odsoten iz zgodovinskega spomina. Čeprav moram reči, da v marsikakšnem učbeniku za zgodovino se zdaj pojavlja, v naših časih se to ni pojavljalo, je dejstvo to, da imamo na naši strani številne spomenike in ulice in šole in vrtce tudi po zločincih, po morilcih, še danes poimenovane, po Lojzetu Bratožu pa ne. Lojzet Bratož je vendarle zaslužil tam v tistih časih 70 let spomenik na Erjavčevi, na nekdanji Via del Camposanto oziroma Via San Gabriele, ki povezuje mesto Nova Gorica z Gorico. In tam ima svoj doprsni kip, ki ga je zgradilo društvo ali postavilo društvo goriških študentov. To je tistih naših prednikov, ki so še osebno čutili enotno Goriško, ki so živeli pravo enotno Goriško. In to očitno so tedanje oblasti tolerirale, ne samo njega, še nekaj takih oseb, kot je Engelbert Besednjak, kot je Andrej Budal, še koga bi naštevali v zadnjih letih, kot edina ženska je dobila tudi Ljubka Šorli tam svoj doprsni kip, ampak v javnem spominu tega vendarle ni bilo. Zdaj bi šel še, če mi dovolite, en osebni spomin.
nismo veliko potovali v tistih časih, ampak leta 1977 je prišel v Vrtojbo, leto je 40 let, župnik Joško Hravelj. Verjetno ga vsi med nami poznamo, ker je tudi v Gorici živel zadnja leta. In on nas je peljal na romanje na njemu ljubo Beneško Slovenijo. In ko smo šli z avtobusom iz Vrtojbe, je bila prva postaja v daljnem Podgorju, cel izvek je bil. Ampak proti Beneški Sloveniji postanek v Podgori, da smo se ustavili, nam je razložil, mi smo ga vsi poslušali, sem imel 7 let, si veste, koliko sem star, in sem ga poslušal, kaj ta človek pripoveduje o nekom, ki se je uprl fašizmu, ki so ga potem mučili zaradi tega, pa ne samo to, kruto so ga mučili in na koncu je umrl. In ko je on končal, sem ga vprašal kot majhen mulc, ampak gospod Joško je bil partizan, meni to ni bilo jasno. On se je zasmejal, še zdaj vidim njegov obraz, je rekel, ne, ni bil partizan. In to je samo še zbegalo mojo pojavnost. Takrat sem bil majhen, nisem vedel, da lahko nekdo trpi od fašizma, tudi če ni bil partizan, ker pač so nas v javni sferi nekoliko drugače učili. Zdaj, Lojze Bratuš, ko govorimo o njem, me še ena stvar, ki je danes velikokrat poudarjena, zelo gane. Gane me njegov konec. Če bi Lojze Bratuš bil pripadnik nekega večjega naroda, hipotetično francoskega, nemškega, bi danes bil na neki drugem položaju, izpostavljen na nekem drugem mestu, z neko drugo aureolo okoli glave. Pripadnik enega malega slovanskega naroda in očitno se zadovoljujemo z drobtinicami, ki so nam včasih položene pred nas na mizo. Ampak še ena osebna zgodba. Pred 3 leti sem imel to srečo, da sem obiskal tajni Vatikanski arhiv v Rimu. Iskali smo podatke za svetniško delo Filipa Terčelija. In ko človek prebira vatikanske dokumente iz tistega časa, to je čas, ko je fašizem na višku, pol leta potem, ko Mussolini po zasedbi Abesinije oziroma Etiopije razglasi imperij. To je čas, ko Italija vstopa z velikimi koraki na svetovno prizorišče, ali to priznamo ali ne. In v tem času se to zgodi. In Vatikanska kurija, se lepo vidi iz dokumentov, je bila razdeljena. Večji del je direktno, bolje indirektno podpiral italijansko stvarnost, ki je bila fašistična. Manjši del s papežem na čelu je to nekako, ne bom rekel obsojal, ampak je imel rezerviran odnos do tega. In kaj je zanimivo? Zanimivo je to, da med vsemi temi številnimi visokimi cerkvenimi dostojanstveniki, in to se vidi v vatikanskih arhivih, vsi obsojajo umor, posebej pa kruti umor Lojzeta Bratuža. In se velikokrat pojavlja v dokumentih, poglejte, kaj so fašisti naredili s človekom, ki je vendarle samo prepeval v jeziku, ki je bil tuj. Zanimivo je, da v podtonu je vedno prisotno, sej bi se lahko po toliko letih tudi ti Slovenci naučili in Hrvati v Istri naučili vendarle italijansko. Ampak kaj so pa njemu naredili, to je bilo pa res preveč. Torej, ko človek to pregleduje, ko to bere, ko se pogovarja, ko sliši sogovornike današnje, jaz konec koncev ne bi bil niti tak optimist, niti ne pesimist. Poskušal bi biti realist. Torej, kaj je v današnjem svetu mogoče narediti za to, da se lik na Lojzeta Bratuža, da se ga vrednoti, da se na njega gleda pozitivno in da se ga postavi za zgled bodočim rodovom. Kajti vsi totalitarni sistemi 20. stoletja so si prizadevali človeku vzeti spomin. In to je tisto najhujše, to je tisto, kar so poznali Rimljani, damnacijo memorije, torej obsodba na izgubo spomina. In ko narod izgubi svoj spomin, je obsojen na propad. Dokler se pogovarjamo tukaj in izpostavljamo med drugim danes posebej Lojzeta Bratuža, spomina še nismo izgubili. Hvala.
Malo, Renato, ne stoji odložiti mikrofona. Na kratko, če za Balantiča lahko razumemo, zakaj v povojni Jugoslaviji ga ni bilo, kakšna je bila krivda Lojzeta Bratuža? Se ni imel krivde. On je bil že pokojen takrat. On je imel to napako v navednicah, da je bil na nepravi strani. Bil je na strani tistega antifašizma, ki je seveda z zmago revolucije v tako imenovani matični domovini odrezal noge in spomin na vse, ki so bili protifašisti, ki bi bili potencialni konkurenti dodajočemu režimu in so potem bili obsojeni na izgubo spomina. A kdo v Trstu ve za Jožeta Golca? Jožeta Golca, ki je vodil... Nekaj poznamo, nekaj. Ja, dobro, zelo malo, ne? Kar je bilo v zadnjih letih napisano o njem, ampak vodil je odpor proti nacizmu, bil zaradi tega usmrčen v Rižarni, zažgan, ampak izguba spomina na njega je popolna, pa se ni edini, vse takih je veliko. Tako da Lojzeta Bratuža je pač treba uvrstiti v tisto kategorijo žrtev, ki niso bile na nepravi strani. Ni bilo jim mogoče nič očitati, ker dejansko tak svetolik, kot je bil Lojze Bratuž, popolnoma nepolitičen, apolitičen in nepolitičen. Torej oboje je bil. In zaradi tega ga je bilo boljše postaviti tam nekam ropotarnica zgodovine, da ne bi delal škodo in da slučajno ne bi opozoril na to, da je antifašizem obstajal vsaj na Primorskem pred 6. aprilom 1941. Vse konc koncev podobno kot z Lojzetom Bratužom se je dogajalo številnimi na liberalni strani Tihrovci, na drugi strani pa z krščanskimi socialci, zborom svečenikov svetega Pavla. Na naši strani moram reči, da nihče nikoli ni omenjal v šoli niti Tihrovcev, pa kakšno masovno gibanje bilo to, pa niti zbora svečenikov svetega Pavla, recimo temu naših krščanskih socialcev, ki so kot edini intelektualci, in tukaj lahko v tak krog prištevamo tudi Lojzeta Bratuža, edini intelektualci, potem ko so bili naši državni uradniki, državni nameščenci, profesori, advokati izgnani, ali pa so sami zapustili to ozemlje, ali so bili pa preseljeni v notranjost Italije, so duhovniki edini ustrajali na tem teritoriju, držali narod po koncu. Po vojni pa niso dobili nobene zahvale za to. Začeli so se številni procesi proti njim. Enega sem prej omenil, Joško Kragelj, pa takih je bilo še veliko, takih naših črkonacov. Zadnja leta, hvala Bogu, se o njih več ve, se veliko piše, se veliko raziskuje in še nisem slišal nekoga, da bi to znanstveno poskušal razbiti. Hvala, Renato. Sedaj jaz bi nadaljevala, ampak bomo prepustili besedo tudi publiki, ne? Če je kakšno pričevanje, kakšno vprašanje, kakšno razmišljanje, več je tudi Podgorcev danes večer tu v dvorani. Torej, meni je začetku malo zmotilo ta izjava, da je bil fašizem, da je prišel fašizem legalno na oblast. Res je, da so bile volitve. Res je bilo volitve. Ampak kako so potekali volitve? Kakšni pritiski so bili za to? Torej, če to lahko označimo kot legalno, bolj je legalno to, kar se je dogajalo v Nemčiji s Hitlerjem, to, kar se je dogajalo v Jugoslaviji, to je legalno, kar se je dogajalo in še v nekaterih drugih državah. Torej, vemo, kaj zdaj se dogajalo pole in kaj je bilo. Torej, Lojze Bratuž ni edina žrtev, nažalost, in tako naprej. Druga stvar, glede poznanja italijanskih Goričanov, nekaj bilo tudi govora prej. Jaz sem bil z Andrejem 3 mandatne dobe v občinskem svetu, Goriškem občinskem svetu. On sam ni o tem, vsi so vedeli, kdo je, kaj se je zgodilo z njegovim očetom. On nikoli tega ni nikoli nikdar omenil, razen morda tako privatno. Jaz torej mislim, da 3 mandatne dobe je šlo nekaj ljudi mimo, torej vsaj tisti, ki so bili v teh 3 mandatnih dobah občinske svetovalci. In to jih je bilo nekaj. In to niso bili prav zadnji, zdaj recimo, mi je umrl recimo Batello, ki je bil eden izmed tistih, ki so bili takrat. Torej, mislim, da je italijanska publika, vse tisti, ki so bili vodilni tukaj na Goriškem
so poznali Bratuža in njegovo zgodovino, tudi krivico. Mislim, tudi recimo nikoli nisem slišal recimo enega Pedronija, ki je bil šef takrat fašistične stranke tukaj v Italiji, fašistične, menujemo fašistične strane tukaj, občinski svetovalec, tudi on si ni upal nikdar kaj reči proti recimo družini Bratuž in to nasprotno. Večkrat so nekateri podajali to, kako je družina sprejela to ogromno krivico, brez maščevanja, brez katerega koli drugega nasilja in tako naprej. Mislim, da Goriška je tudi italijanska publika, vsaj v teh krogih je spoštovala njegovo obliko, njegovo delo, njegovo usodo. Če danes Podgora je zaščitena po zaščitnem zakonu, tako v 8. členu, po 10. členu o vedni dvojezičnosti in še prej, če je bil ustanovljen rajonski svet, samostojen rajonski svet za Podgoro, jaz mislim, da ima veliko, največ zaslug, da ima za to Mirko Špacapan, ker on je, ampak ne kot Mirko Špacapan, kot dirigent, bi rekel predvsem, kot dirigent zbora, kaj so takrat očitali? So rekli, kaj bomo priznavali samostojno rajonski svet Podgoro, ker sploh nima nič posebnega, nima nič kulturnega, nima nič slovenskega, ker takrat res je bila eno mrtvilo v Podgori. Ko je šlo za zaščitni zakon, je bilo isto. Podgora je prišel Štangriš in bilo problema. Pevma, Štmagor, Pevma, Oslavje, tudi bilo problema. Problem je bila Podgora. Zakaj? Ni Slovencev tam, ni nobene dejavnosti, ni nič. Ko je Mirko takrat to spoznal, da je treba nujno nekaj poživiti v Podgori, nekaj, tako da bo tudi na zunaj izgledala slovenska, ker ni bilo šole takrat v Podgori, torej zato zasluga, mislim, tega zbora in predvsem Mirkota, ker on je bil tudi politiki, seveda je zato, da je Podgora danes ima na tako priznano dvojezičnost, recimo, kot jo imajo drugi kraji, to je Štangriš, kot ima Pevma. Drugače tega ne bi bilo. Tudi smo samo sedel. Jaz bi se najprej začel od tiste točke, ko je Karlo že omenil, sva oba Podgorca, jaz sem poznal očeta dobro, mislim, in v naših časih, v mojih časih, takrat v Podgori je živelo 80-100 Slovencev, razumete? Tam, kjer stanoval v ulici Svetega Justa, je bila samo ena družina italijanska, ki pa je znala dobro slovensko, se je pa čutila slovensko. Danes v Podgori imamo približno 20 ali pa še manj 100 Slovencev. To je dejstvo. Bi pa še nekaj takih, bi rekel, osebnih ali pa takih podatkov. Recimo, jaz sem tudi nekaj pisal o tem, glede zbora Lojzeta Bratuža, oziroma zbora, ki ga je Lojzet Bratuž dirigiral v Podgori. In glede tiste maše, to je bilo 27. decembra, torej, moj oče je bil član tistega zbora. In še do nedavna nisem vedel, ali je bil on prisoten ali ne pri tisti maši. Zato, ker je imel tako službo, ki ga je dosti krat držala daleč tudi od Podgora. Zdaj, pred 2 meseci sem govoril s svojimi sestrami in so mi rekli, da moj oče bil prisoten pri tisti maši. To je, mislim, da je to tak podatek, kar družinski, če hočete. Je pa to, tako kolikor se spomnim, smo tudi pri nas
veliko govorili o Bratužu, nismo imeli tiste velike slike, o kateri je Karlo poprej omenil, ampak manjša razglednice, razumete, take fotografije in še danes je hranjen doma eno. To je bilo in mislim, da je kar tako, to recimo imam zelo dobre spomine o teh trenutkih. Jasno, v Podgori, torej v mojih mladih letih se ne spomnim, da bi veliko o Bratužu govorili. Tudi jaz sem začel razmišljati o tem, globlje razmišljati, verjetno pri 30 letih, razumete? Kot sem že končal univerzo, pa sem začel delati in od takrat sem malo globlje začel. Se ne spomnim, da bi recimo tudi v moji družini, čeprav smo imeli, mislim, to fotografijo, ampak o Bratužu nismo veliko govorili. Se pa zelo dobro spomnim, takrat, ko smo poimenovali v Podgori trg pred cerkvijo po Lojzetu Bratužu to. In seveda smo se jaz kot član pevskega zbora, smo se veliko pripravljali na to, bil gospod Beneš Špacapan, in potem še Mirko Špacapan, oče od Mirko, in od Bernada, tako naprej. In je pa gospod Beneš Špacapan prosil mene, da bi jaz imel, mislim, glavni govor tam pred cerkvijo, prav na dan tega poimenovanja. In to pred Mašo, potem smo imeli Mašo. Takrat je eden tistih redkih trenutkov, ko v Podgori smo imeli vedno 2 zbora, in smo se za to priliko združili, en in drugi. Mi smo imenovali Rdeči zbor in mi smo bili Beli zbor. Tako, v redu, to je bilo pač tako. Še nekaj sem slišal nekje, da o Bratužu pravzaprav pred dogodkom, pred tragičnim dogodkom, ne vemo skoraj nič. Jaz vem to, da moj tast je iz Batuj, in vem tudi to, da Lojze Bratuž je dirigiral pevski zbor v Batuja. Ne samo to, ampak da je po vajah, kot tudi še danes delamo, so se zbirali pravno v kleti tistega mojega tasta in ker tam je imel nekaj vinograda in tam so prepevali še potem in pili tudi, razumete? To je bilo preznova nekaj tako. Kar se tiče pa družine, me je vedno tako, mislim, tesno povezoval, mislim, tudi prijateljstvo z Andrejem Bratužem, mislim, glede tudi na politični ravni, pa tudi drugje, tako, mislim, družinsko. In to, mislim, da najlepše moje ture, gorske ture, sem jih prav z Andrejem Bratužem in pa še z nekaterimi drugimi prijatelji, tako bom to povedal. In tako je pač to sem hotel samo malo teh osebnih in pa, mislim, družinskih podatkov. Sicer pa to, kar sem slišal danes, mislim, da je dovolj jasno prikaže in tudi bolj globoko lik tega mučenika, pač. Jaz še do nedavna sem imel sorodnike v Ljubljani, in mislim profesorje, tudi na šoli, profesorje, in o Bratužu niso vedeli nič. Mislim, intelektualce o tem niso vedeli nič. Prav, zdaj sem končal, oprostite. Glede pa to, že ker je gospod Karlo omenil, je treba povedati, da Bratuž je tam bil izredno priljubljen, ne samo kot učitelj in zborovodja, ampak prav v Batujah je fašistična oblast spoznala, da Bratuž je potencialno nevaren, ker je imel veliko vpliv na ljudi. Ob bližnjih volitvah, ki so bile tam, so bili prepričani, da kogar bo Bratuž rekel, tistega bodo volili. In prav ta razlog je bil tisti, ki je
prepričal dejansko fašistično oblast, da je Bratoža potem poslala v konfinacijo v Manopelju oziroma Pescara, kjer seveda ni miroval, ampak je orglal po različnih svetiščih in tudi med italijanskimi ljudmi bil izredno priljubljen. Toliko o tem. Bratož je zelo poliedrična figura in zdaj, ko sem razmišljal, se mi zdi, da vsak izmed nas, verjetno vsak izmed nas tukaj prisotnih nosi en del tega, kar Bratož pomeni. Kdo je organist, kdo je zborovodja, kdo je kulturnik, kdo je učitelj, kdo je... mislim, da je Bratož tak poliedričen lik, da lahko povezuje dejansko in ga lahko imamo za nek prototip Goričana, ki je kulturno aktiven in vrednote zmore in hoče podajati naprej. Ja, ta čas bo še kakšno soglasil. Ne, se mi zdi, da je prav, da tudi poudarimo to, da ne, z cerkvenega vidika, kako je cerkev trgat škofija, goriška škofija gledala Bratoža. To je Bratož je bil glasbeni cenzor. To pomeni, da skozi njegove roke je šla vsak cerkvena glasba. Nova, če kdo je karkoli napisal, mora skozi njegove roke, plus je imel dolžnost kontrolirati vse cerkvene zbore. Če poje drugično, če poje cerkveno, če poje... Pač takrat je bilo tako, ne se danes je približno, ampak to. To je ena stvar, ki je pravo, da se podari. Druga stvar, ki se prav podari, je to, da je cerkev kot posledica tega dogodka Lojzeta Bratoža, da je škofija, in to za čaša škofa Margotija, sprejela zbor Lojze Bratož za stolni zbor, ki je kar nekaj let pel pri pontifikalnih mašah. Torej, na ta način sem zdaj res dala zborom, a zlasti pa imelo Lojzeta Bratoža velik doprinos in tudi veliko spoštovanje. Upam, da nisem predolg, ampak sem zdi, da ob Lojzetu Bratožu ne smemo iti mimo še nekaterih oseb. Ciljka Kovačič, starejši ste jo poznali. Ciljka Kovačič, lahko rečemo, je bila njegova namestnica po njegovi smrti. Ona je vzgojila pravzaprav skupaj z Ljubko, Andrejo in Lojzka, ki je že pokojna. Ona je bila pred njihovih hiš res skoraj vzela njegovo vlogo in verjetno tudi to, da je bila ona tam doma, je prav tudi z njeno pomočjo, ki je bila tako dobro srečna žena, je pomagala ustrajati potem v tem vzdušju nemaščevanja, ki ga res družina nikoli ni pokazala in nikoli ni izvedla. Ne smemo pozabiti na Jožkota Bratoža, brata, glasbenika, Pepita, glasbenika. Jaz sem to povem, ko sem imel mlajši, tisti, ki ste hodili na gor na Travnik, se spomnite, da 20, 30, 40 let po smrti Pepita Bratoža, če smo peli določen program in se potem vprašal gospodična Gomelova, zakaj ta program je določil Pepi Bratož. Torej, kako močne so bili vsa Bratožova družina. Ne pozabimo, za Bratožove družine izhaja tudi slavna pianistka Bratoževa. Torej, res taka močna glasbena družina, ki je dala goriški pečat v Ameriki, tudi goriški pečat v Ameriki, v Kanadi. Torej, da ne govorim po Močiči, nekaj šlo gledališče, tako da torej je bila res zelo močna umetniška družina, ki se je zelo močno razvijala. V Podgori pa je prosim, da se omeni, da je Bratož imel kar nekaj naslednikov, recimo ena je bila tudi Nežica Špacapan, sestra gospoda Bernata, ki je vodila petje in glasbo. Potem veliko let je bila Karla Pušnar, ki je vodila glasbo. Torej, Podgora je imela sicer morda ne tako markantne osebnosti, kako je za Bratož, ampak res je skušala nadaljevati, čeprav je bilo res tisto obdobje, ki iz kulturnega vidika je bilo malo težko, ampak v župni, v cerkvi je pa vedno skrbela podgorska skupnost za to, da se ohranila slovenska pesem, slovenska glasba, slovenska beseda, slovenska molitev. To je prav, da se podari. In to po mojem mnenju je bilo tudi en sad, ena posledica dogodkov ob Lojzetu Bratožu. Še nekaj bom dodala jaz. Po funkciji, ki jo je dobil Lojze Bratož strani škofa, je on v bistvu prekolesaril celo Goriško, se pravi od Mirna, celo Vipavsko dolino, Brde in tako dalje. In seveda ga je cela Goriška poznala. Naša mama je bila prisotna na pokopališču, ko je bil tam v Trugi in je pripovedovala, koliko ljudi
ne, na tisoče ljudi, ki prihajajo dol, in kako je ena gospa, mlajša gospa, stopila na mrtvaški oder, obkrila in zakričala, kaj tudi mrtvega nam ne boste dovolili. Ne. In to je bilo vedno deljivo, ko je to pripovedovala. Ne. Potem bi še dodala to, kako je v bistvu delo Bratuževe družine prepleteno z našo zgodovino. Ne. Torej, recimo Lojska je začela z nami gojiti glasbo na Placuti. To je njena zasluga, če sem jaz potem na tej poti nadaljevala. Ne. To je ena stvar. Andrej Bratuš je toliko let v glavnem pravniku. Gospa Ljubka je pa bila članica in celo predsednica Društva Mirko Filej v Gorici, vrsto let, je bila ustanovni član Slovenskega centra za glasbeno vzgojo, poučevala violino na Placuti in potem je tudi nadaljevala, to je sodelovala pri vseh priveditvah. V sredo, ko smo prišli tukaj, da smo se zbirali ob Prešernovi proslavi, je prišel gospod Cej in me opozoril, rekel, gledajte, tu sem videl zdaj moj portret, veste, kdo mi je to naročil? Profesor Mirko Filej. Torej, po vojni, ko se je pač na tistem goriškem pogovišču po vojni, so naši duhovniki začeli ponovno kulturno delovanje, je prav ravno takrat je Mirko Filej prišel, bil premeščen v Gorico in začel v bistvu gojiti zbor. In je njegova zasluga, da je bil potem tudi ta mešani zbor preimenovan po Lojzetu Bratužu. Takrat je potem tudi po njegovi zaslugi in po zaslugi teh naših kulturnikov in duhovnikov zrasel katoliški dom. In takrat pa ni bilo, torej mi smo ga imenovali katoliški dom, takrat je pa škofija imponirala, da se ga poimenuje Oratorijo San Domenico Savio. Torej takrat niso bili še zreli časi, še zdaleč ne. Čeprav je bil skozi vse leta Lojze Bratuž prisoten v naši duši, v našem delu. Šele 56 let, se pravi 50 let po smrti Lojzeta Bratuža smo to središče preimenovali po Lojzetu Bratužu. Danes je to veliko središče, kulturno, vzgojno, izobraževalno, športno in ne vem še kaj. To se pravi vsestransko kulturno središče, na katerega smo ponosni, hvaležni vsem, ki pri tem delu pomagajo, ustvarjajo. Torej se pravi, nadaljujemo tisto pot in s tistim idealom, s katerimi so se naši predniki in med temi v prvi vrsti Lojze Bratuž prizadevali in borili za našo skupnost. Če ni še kakšnega drugega, prosim, tukaj je gospod, naš gost iz Ljubljane, ki nas obišče večkrat velika. Tone Hronec iz Ljubljane. Ko poslušam vsa ta pričevanja, veliko sem že prej vedel, mi pride na misel, da bi pravzaprav Lojze Bratuž zaslužil, da začnemo postopek za svetnika. Samo zdaj vidim, nekateri pač ste s tem strokovno se lahko ukvarjate, pa veliko veste, pa vas prosim, da enkrat mogoče pa bomo dosegli še enega svetnika. Priznanje za svetnika, svetniki živite. Telegrafsko za zgodovinarje, če lahko. Predvsem tole obdobje od začetka do leta 37 je malo manj osvetljeno in poznano. In tukaj tudi brez dvoma verjetno igrajo veliko vlogo prisotnost še pokojnega škofa Sedeja. Recimo bi bilo verjetno pametno, da bi tudi ta del, prej zaradi konfirmacije pa vse teh zadev, bolj osvetlili tudi to, ker tole mučeništvo potem je sledilo vsej tej
ko niso zalegli opomini, potem je prišlo do skrajnosti. Dober večer. Mene so me vedno zanimali odnosi, ki so bili tedaj med glasbeniki v tistem času. In največ sem zvedel iz raznih traktatov, iz raznih zgodovinskih zapisov, prav iz strani italijanskih kolegov. Premier Eden Goličan, če sta skupaj študirala klavir, Alessandro Arbo, muzikolog, Musicisti di Frontiera je dosti o tem pisal in primerjal in je bilo zelo zanimivo to, da med sabo, tako kot danes, tako tudi takrat, ki niso bili časi naklonjeni, so bili glasbeniki med sabo v velikih prijateljskih odnosih. Govorimo konkretno Cesare Augusto Šegici, ki je bil eno generacijo starejši od njega, je bil Lipicer, ki je bil 7 let starejši od njega. Potem govorimo o eminenci Komelu, ki je bil, lahko bi rekel, profesor za vse. Še ni jasno, s kom se je Bratuš izobraževal. Tudi Florians v njegovem izbranem delu o tem nič napiše. Jaz sem se tudi skušal pozanimati, ni jasno. Jaz mislim, da slogovno, morda še bolj kot s Komelom, je morda še največ odnosov imel s Šegicijem. In dejstvo tudi to, da ga Šegici leta 1929 vabi, da prevzame začasno stolni zbor, torej Slovenca, ki je bil 25 približno let mlajši od njega, je zelo zanimivo dejstvo. In zaradi tega tudi Šegici potem ni bil pripuščen, da je sodeloval s svojim planinskim zborom na tekmovanju v Rimu. To se pravi, da Bratuš je imel določeno karizmo in so tudi druge kaznovali zaradi tega. Potem je Šegici sicer 3-4 leta pozneje umrl, to je umrl pred Bratušem. In to mi je predvsej. In tudi to, da v repertuarju, ki so ga imeli stolni zbor v Gorici pod Šegicijevim vodstvom, so bile vodopivčeve maše. To se pravi, s strani glasbenikov je bilo nekaj zelo naravnega to prepletanje med ljudmi, ki dobro mislečimi, mislim. In to je prav tudi, da povemo tudi to zadevo. In upam, da to je tudi danes prisotno med nami, vsaj kar se tiče glasbenega okvira. Hvala. Če ni drugih, Karlo še. Predlog postopka za beatifikacijo in kanonizacijo. Torej, na škofijo že pred leti prišlo taka želja. Tukaj obstaja velik problem, da Lojze Bratuš ni bil mučen ne zaradi vere, ne zaradi cerkve. In to sta edina dva vzroka zaradi mučeništva v cerkvi. On je bil mučen za narodnost, za narodnost ne predvideva tega postopka cerkev. Zato se lahko začne drugi postopek, kot pričevalec. Ampak kot pričevalec bi zdaj svetoval pa to, da je bo začet molt, če naredi Bratuš kakšen čudež, pomenite v nebesih. Ob tem samo šlo kratko stvar, ki že Renato tukaj prisoten. Renato, tem kakšne sodelavce prosim, jaz res pogrešam eno znanstveno, natančno utemeljeno biografijo Lojzeta Bratuša. Je nimamo. Imamo marsikaj, tako napisano, ampak znanstveno se je govorilo, da se bo v Vatikanu, v tajnih arhivih, zdaj se odpirajo ti arhivi, ker tudi to je zanimivo, kaj tam piše, kaj so iz Goriške škofije pisali in kaj je Rim pisal, ker to so čisto dva svetova takrat, v času fašizma. Potem je bil politika, fašisti pri nas vemo, kakšne so bili, ma drugod po Italiji ni bilo tako pri nas. Torej, jaz bi res zelo vesel, če bi zgodovinjari, morda kakšna diplomska naloga, karkoli, da bi res znanstveno obdelal Lojzeta Bratuša, ki bi lahko bilo tudi morda v pomoč jutri, mora biti beatifikacije in kanonizacije.
Jaz pa imam tudi eno osebno radovednost, in sicer kdo so bili tisti fantje, ki so mu šli zapet pred smrtjo. Imena niso toliko znana, pa bi bilo fajn, da bi jih kam zapisali, preden zaidejo v Damnace memorije. Tako da, če kdo ima te podatke. Pa je, da je pred kratkim en Podgorc, ne umrl. Poznaš ki? Ne poznam, pa tudi jaz sem slišal to, da, oziroma jaz sem vedno vedel, da je bil Podgorski zbor. Ne, sem fantje, ena skupina fantje. Pa je, da tudi eni štandardci so bili. Največji lobirajci. Nisem vedno. Največji bili štandardci so bili. Jaz sem poklopil ena štandardca, ki mi je rekel, da je bil največji lobirajci. Niko je bil tudi tvoj oseb. Niko? Ne. Ne. Ker je gospod Karlo naslovil name eno pobudo, jaz naslovim vračam žogico in želim, da vi v vašem spominu in v vašem zaprtem pismu zapišete imena morilcev oziroma tistih, ki so sodelovali pri zločinu. To je napisano. Ja. Ampak ni vse, gledajte, človeški spomin je zelo verljiv in tisto, kar je zapisano, ni narejeno po dokumentih. Do zdaj sem samo enega odkril v arhivu v Ljubljani, ker piše, smo ga pospravili, zato ker je sodeloval pri umoru našega narodnega mučenca, tako piše Lojzeta Bratuža. So ga pospravili ob koncu vojne. Enega moža, ki ga imena ne bom povedal. Ostale imamo pa pričevanja, nimamo pa dokumentov. Marsikaj vse vejo in nobeden nič ne ve. To je to. Uradno pa ne vem, če se je kdo dejansko za ta zločin opravičil komu. To je tudi en velik dolg do slovenske skupnosti, ki ga država ima. Takrat, ko je bil ta omenjeni prefekt, pred 10 leti, si zelo prizadeval, mislim, da so bili tudi neki postopki v teku, da bi prišlo do enega javnega ali odlikovanja ali nečesa, ampak potem je bil premeščen. Upam, da ne tudi zaradi tega. Glede zločincev je v tej majhni knjižici meni pojejo fantje, če nekdo je nima še, kjer je Boris Pahor pisal in Ljubka Šorli tudi ne. Tam spodaj so napisane določeni priimki imena, ne vemo pa, če so pa vsi tam napisani, to pa nam, to je to, ne. Če so to pravi. Torej, če ni drugih posegov, če ni drugih spominov. Jaz bi vas povabila v četrtek, to se pravi čez 2 dni, bomo imeli tukaj večer, glasbeni večer posvečen Lojzetu Bratužu in sicer predstavili bomo obdobje, ko je on deloval, se pravi njegovo delo in sodelovca Vinka Vodopivca. Ona dva sta veliko prijateljevala, se obiskovala in tako dalje. Torej, na tem večeru, kjer bosta sodelovala zbor Lojze Bratuž, seveda, ki nosi ime, tudi zbor Vinko Vodopivec, ki nosi ime po Vinku Vodopivcu. Glasbeni okvir, nagovor bi imel profesor Ivan Flovjanc, a kar je še najbolj zanimivo, je to, da smo pred dobrim letom odkrili eno skladbo in samospev, ki ga je Lojze Bratuž napisal v poklon Vinku Vodopivcu kot prvemu dornberskemu župniku, kronberskemu župniku. In besedilo je napisala Ljubka Šorli, v glasbi Lojze Bratuž, na isti partituri, to je prva stran, piše pel Joško Bratuž, piše datum, to je 12.4.36, se pravi nekaj mesecev pred njegovo smrtjo. In na koncu partiture piše pa poševno Franci Bratuž. To mi je pa povedala Lojzka, to je pa tretji brat od Lojzeta, ki je pa vedno prepisoval vse note. On je zapisoval.
Torej, ta samospel bomo v četrtek poslušali v živo in bo še spominski nagovor, bo sodelovala profesor Lučana Budal in še poslušali Kvagurške v, bi rekla, posebnem zapisu, to je prevedba Patrika Kvadžata za violončelni klavir. To je izredno lepo napisano. Tako da vas vabimo, to je okvir koncertne sezone, manj vstopnine, prosti vstop, vsi ste dobrodošli, večer bo pa seveda v veliki dvorani zaradi tudi zborov, ki bosta sodelovala. Torej, sedaj bi se jaz zahvalila vsem nocojšnjim gostom, sogovornikom. Hvala za lep večer, me se zdi, da je bilo prav, da smo se spomnili, da se med nami pogovorimo, da si med nami pogovorimo, vsak nekaj ve, vsak nekaj prispeva in se tako, da se ta mozaik dopolnjuje. Hvala lepa, hvala tudi Eriki, ki je nocojšnji večer vodila. Sedaj bomo naša srečanja pod Lipami trenutno malo prekinili, ker odstopamo društvu Sončnica, bodo imeli oni 4 predavanja. Mi se bomo pa srečali ponovno, verjetno v aprilu, ne? Verjetno v aprilu. Tako kot običajno, mi nadaljujemo klepet v družbi ob kozarcu vina. Če želite ostati v naši sredi, ste dobrodošli. Hvala lepa vsem in lep večer.